No, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z nami je še zadnji gost, tudi stalni gost, Janin Klemenčič, svetovni popotnik, ki mi bo danes svetoval, kam čemiti po ženo. Kam? Po ženo? Ja, zdaj ne vem, če se boš taki poročil, pa greš lahko kamorkoli. Če boš počakal, da boš najprej v penziji, pa boš takrat potreboval kakšno ženo, bo pa ena od možnosti Filipini. Ja? In bo danes šla pogledat, kaj počnejo na Filipinih, ti boš pa mogoče dobil kakšno idejo. Ok, zmenjen. Kdaj si bil? Večkrat že. Prvič sem bil na tak hecen način, to je bilo še v jugoslovanskih časih, še preden sem imel videokamero, se pravi malo pred letom 91. In takrat je bila velika znanost, kako dobiti kakšno pametno karto za letalo. Ja. Smo štopali do Aten, pa smo v Atenah kupili karto, najmanj dvakrat ceneje, kot bi jo kupili pri nas. V Evropi ni bilo najbolje, mogoče v Rimu ali pa včasih v Amsterdamu, v Londonu. In so bile velike težave, če si hotel kamorkoli in si krepko potrošil energije, preden si prišel tja, odkoder si hotel pravzaprav iti. Ja. No, in ena varianta je bila pa takrat, ko je bila velika inflacija v Jugoslaviji in še posebno Srbi so bili spretni pri izkoriščanju tiste inflacije. Inflacija je bila pa neverjetna, v enem mesecu je padla vrednost na polovico. No in takrat je nekdo prišel k meni, da ima eno beograjsko varianto, da lahko dobim karto, ki se začne v Beogradu in gre do Brusla, potem pa do Manila, se pravi glavnega mesta Filipinov, pa spet nazaj po podobni poti. Ne? Ampak ena caka je bila tam, vedno so kakšne cake, in tista caka je bila v tem, da ne moram začeti iz Beograda, pač pa iz Dunaja, ker je avion imel prečudno pot. Beograd, Dunaj, Brusel, Arabski Emirati, Bombaj, Bangkok, Manila in nazaj, milijon prestopov, ja, skratka, fantastično. Ne? Ampak čisto poceni, jasno. Ne? No in potem se je stvar končala tako, da sem šel pač zvečer, se pravi popoldne na Dunaj, tam prespal na eni takele klopci v čakalnici in potem zjutraj šel v Bruselj, tam cel dan čakal. Še celo Sabena, vsaka letalska družba ima svoja alternativna imena. Ne? Sabena pač pomeni belgijska letalska družba. Lahko je pa to v angleščini such a bloody experience never again. Nikoli več take preklete izkušnje, kar je bilo, sicer pretiravajo, no, ampak med drugim smo morali plačati za pivo v avionu. $1 je koštalo, kar je bilo takrat več kot danes. To je res, ja. No, danes tega ne plačuješ več. No in na Filipinih ena stvar, ki jo moram omeniti, je jet lag, tako zvani, se pravi težave s spanjem, ker zamenjaš biološko uro in nekam prideš. No, takrat sem prvič šel z letalom tako daleč, na vzhod, predtem sem šel na krajše razdalje, tam ni tako pač ekstremno. No in sem bil zaspan kot vrag, jasno. Prišli smo zjutraj enkrat po vseh tistih peripetijah na letalih, spali nismo le na avionu nič, zaspan sem bil kot ne vem kaj. Sem rekel, grem zdaj malo pogledati po mestu in sem šel pol ure, sem rekel, jaz moram malo zaspati. Ne. Grem v hostel, zaspim, kaj vem, se ni bilo veliko, ne, mogoče kakšno uro. Se zbudim, budem kot zajc. Ja. Na kar sem bil potem do polnoči na tistih veselih ulicah. Ena od dobrih strani Filipinov je to, da se celo noč nekaj dogaja, čeprav so strogo krščanska država, kar ponekod pomeni ravno obratno, no tukaj pa ne. In seveda potem sem še vedno gledal kot zajec do kakšnih 5 zjutraj po moje. Tisti zoprni ventilator nad mano, komarji, ki so brzeli od vseh koncev. Če imaš ventilator dovolj prižgan zadostno jakost, potem komarji ne pikajo, ker ne morejo leteti, ker so taki bolj nežni. Kolikor so drugače zoprni. Tako da je mogli biti precej močno, da pa če ti celo noč piha tam na vso silo direktno v glavo, ti si pokrit pa z eno zelo tanko plastično rjuho, ne taka iz enega umetnega materijala zoprnega, ki slabo vpliva na kožo. Če se potiš, jasno, ne, skratka, trajalo je skoraj en teden, da sem prišel na njihovo biološko uro, kar se mi potem, hvala Bogu, ni več dogajalo, nimam nobenega lesa tukaj. Ja, tole, če je to prav les. Kakorkoli, če hočeva recimo zdaj pogledati zemljevid, bo videla, kje pravzaprav smo, ker sem gotovo večkrat, da ljudje ne vedo, kje so pravzaprav Filipini. Jaz pa zelo dobro vem. Vidiš, to je tisti rdeči krogec tamle na desni strani. Pa če bomo pogledali še naslednjo sliko, bomo pa malo bolje videli. Evo, to so pa zdaj Filipini.
par tisoč otokov in tisto, kar je dost neprijetna zadeva za njih, bolj kot pa mi niti nimamo ne vem koliko stika s tem, no. Več kot 60 glavnih jezikov, pa cela vrsta dialektov, ki se že zelo razlikujejo drug od drugega. In potem se začne spraševati, ne, recimo, mi smo se kot Slovenci krepko pritoževali, dokler smo bili v Jugoslaviji, da nimamo pravice svojega jezika uporabljati, pa nas je cela 2 milijona, ne, v njih je pa samo 18 milijonov, mi moramo pa zdaj tlele njihovo srbsko-hrvatski uporabljati. Kaj boš pa naredil v državi, kjer ima 60 glavnih jezikov, ne? S tem, da največji jezik se imenuje tagalog, najbolj razširjen, ki ga pa govori samo 40% prebivalcev. Pa še ena zanimivost, oni so bili nekoč španska kolonija, ne? In iz tistih časov imajo vsi španska imena, ne? Zdaj pa pride tam do tebe prijetna deklica z vzhodnjaškimi potezami, pa je ime Conchita González recimo, en drug je Enrico Rodriguez ali kakorkoli, že malo hecno se sliši, ne? Ampak tako pač je, vsi imajo španska imena. So bili pa v novejših časih na pol ameriška kolonija, ne prav kolonija, ampak nekakšen protektorat ali nekaj takega. Tako da so na Španijo že praktično pozabili, ker nihče ni več živ iz tistih časov, ko je bila Španija še kolonija, čeprav baje niso bili tako slabi gospodari kolonialni. Američani so jih pa, enkrat je pač eden od ameriških generalov z ladjo zasedel Filipine, kar brez kakšne posebnega dogajanja, nekaj so bili v sporu s Španci kot ponavadi, ne. Tako da je ti čas, ko so Španci imeli velik del Amerike, recimo tudi Teksas, pa vse, kar je zahodno Teksasa, je bil španski nekoč, se pravi mehiški. No in med drugim so tudi njihove Filipine, potem, ko je španski cesar popustil, so Filipini bili brez direktorja, pa je prišel eden od ameriških generalov tja, pa je potem telegrafiral domov, zanimivo, prav, have captured Philippines, what shall I do with them? Zajel sem Filipine, kaj ne zdaj naredim z njimi? Pa so rekli, da zaenkrat jih zased, ne, pa ni bilo nič kaj posebnega, lepo pač je postavil 2-3 svoje ministre, pa je bilo, ne. Niso prevelike škode pustili na Filipinih. So pa zanimive posledice še danes, recimo en velik del Manile je zelo v španskem slogu, takem starem kolonialnem, trdnjave in zidovi in tiste stare hiše, tako da je kar fajn za pogledati. Janeč, bomo šli na oglase, potem pa bova predelala, zakaj so tam te dobre žene. Tudi to bova rekla, kaj še.